Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Spoštovani katoličani, dragi bratje in sestre, vsi v družini. Zgodilo se je 10. februarja anno domini 1928, to se pravi pred 97 leti, to ni taka stvar, ne. Pred 97 leti ob 11. uri ponoči nekaj oboroženih vojakov je peljalo 14 let starega José Sánchez Lelarija ali po domače Joselita. Peljali so ga na pokopališče, na mestno pokopališče v mehiškem mestu Zahuayo, da bi ga tam umorili. Zdaj, kaj je storil ta 14 let stari otrok? José Sánchez Lelarija, njegov zločin je bil v tem, da je bil cristeros. Cristerosi so bili Mehičani, katoličani, ki so se uprli, mehiškemu predsedniku Plutarcu Calesu, ki je hotel popolnoma iztrebiti katoliško vero iz Mehike. To je bilo tam v 30 letih, se pravi v 30 letih, ja, pred nekaj manj kot stoletji. In ta Plutarko je bil brezvirec, prosti dar. Verjetno je bil krščen, 100% bil krščen, ker Mehičani so bili 100% skoraj krščeni takrat, vidite. Ampak vidite, on je odpadel od vere in je postal brezbožec, ateist, in je hotel popolnoma uničiti katoliško cerkev v Mehiki. Ni dovolil, da bi imeli v hišah kakršenkoli križ ali kakšno sveto podobo, ni dovolil nobenega verouka. Če so kje v kaki hiši odkrili kakšen križ ali kako podobo, so vse iz hiše vrgli ven in hišo zasegli. Popolnoma hotel je popolnoma uničiti katoliško cerkev v Mehiki. No, hvala bogu, ljudje so se temu uprli, in ti, ki so se temu uprli, so se imenovali cristerosi. Oni so se potem bojevali proti tisti uradni mehiški vojski. No, in ta naš José Sánchez Lelarija je bil star 13 let. Mislim, da sta že dva brata sta že bila med cristerosi in je prosil svoje starše, imel kakih 7 otrok je bilo, bratje in sestre. In je prosil starše, naj mu dovolijo, da gre tudi on med cristerosi, 13 let star. In mu niso najprej dovolili, no, potem je pa vztrajal. On je rekel, pravi, še nikoli ni bilo tako lahko priti v nebesa, kot tako poceni priti v nebesa, kot je zdaj mogoče, če te oni umorijo, si zaslužiš nebesa. No, in je potem so mu pa le dovolili, ko je bil star kakih 14 let. Pol je pa šel in najprej so ga odklanjali, njega pa še enega prijatelja, no, potem sta pa le pri enem cristerosih tam dobila dovoljenje, da sta lahko ostala. Potem so pa napravili iz njega zastavonoša, se pravi, da je tisto, zastavo cristerosov je nosil zraven generala, njihovega generala. No, in ko so imeli neki spopad z mehiško vojsko, so enostavno teh cristerosov je bilo malo in mehiška vojska je pač zmagovala in so potem ustrelili generalovega konja, ki ga je imel. Bili so pač s konji. In je potem José, 14 let star fant, vidite, katoličan, bil je tudi ministrant, je skočil dol s svojega konja pa je rekel generalu, pravi: "Gospod general," pravi, "vzemite mojega konja pa zbežite." Je rekel: "Kako?" pravi, "Kaj pa ti?" Je rekel, pravi: "Jaz nisem tako pomemben, vi ste pomembni, ke ste general, jaz bom že, kako." In general ni vedel, kaj bi napravil, na koncu koncev je videl, da ni druge rešitve, in je šel in je vzel njegovega konja in zbežal. On je pa ostal, municije mu je zmanjkalo in so ga ulovili. No, potem so ga tam peljali v tisto, mislim, da celo njegovo domače mesto, kako se reče, Zahuayo. Potem so ga zaprli v zakristijo tiste cerkve, kajti iz cerkva so napravili svoje skladišče in tako naprej. Njegov parohilni botar v Mehiki so imeli navado, da so tudi za parohilo imeli botre. Njegov parohilni botar, Picazon mu je bilo ime, je imel zaprtega tega svojega botrinca v tisti cerkvi, on je bil ta glavni od tistih brezbožnežev tam, tistimi vojaki. No, in potem, ko je imel nekoč v tisti cerkvi, so imeli tudi živali noter in neke 3
peteline za bojevanje. Oni so pač imeli tak šport, da so imeli peteline, s ke so se bojevali, in tiste 3 peteline za bojne peteline prinesel noter v cerkev. In ko je šel enkrat, Jorgecito, ko je šel enkrat na wc, ne vem, kam je hodil, tam ven iz te zakristije, ko je videl tiste peteline, jim je vse vratovi vratovi, ke se vreče, ja, pravi, vse 3 je pobil. In potem, ko je to njegov boter ugotovil, je znorel in ga je usekal, da me menda zbil, menda en zob ali 2. In potem so ga obsodili na smrt. Najprej so mu rekli, če hoče postati njihov vojak, je rekel ne. On hoče biti Kristusov vojak in se boriti za Jezusa. In potem je rekel pa tudi, če me spustite v svobodo, jaz grem takoj med kristerose nazaj. No, in potem so ga obsodili na smrt. In 14 let star je bil, vidite, in so mu, preden so ga obsodili na smrt, so mu odrezali kožo s podplatov dol in potem ga peljali po tisti cesti kamniti, da je puščal za sabo krvave stopinje na pokopališče nekaj oboženih mož. Ves čas so ga zbadali z noži, ker je rekel tisti njegov Picasso, tisti njegov parohilni boter, da more brez kakega strenja, da ga morajo umoriti, da ne bodo ljudje izvedeli, kaj se gre, ampak seveda ljudje so vedeli, za kaj gre. Mislim, njegova mama pa starši so šli za njih, za tisto skupino vojakov na pokopališče, niso se upali nič intervenirati, ker bi jih pobili. No, in potem so ga tja peljali in ves čas so mu govorili: če boš preklel Jezusa Kristusa, če boš se odpovedal Jezusu, te bomo takoj spustili." On je pa ves čas kričal samo: "Viva Cristo rey." Mislim, da je dodal še Nostra Signora kako je rekel, de Guadalupe, naša gospa Guadalupska, samo to je: "Viva Christus rey." In potem, ko so prišli na pokopališče, tisti grobar je bil sicer na strani kristerusov, ampak ni mogel nič napraviti. Grob je pač skopal mu, ne, ali pa ne vem, grob mu je skopal. No, in potem je takoj rekel, pravi: "Kje je moj grob?" So ga tja peljali in potem so ga začeli zbadati z noži vrat, v prsi, kamorkoli, ker so ga hoteli pač z noži umoriti. On je pa kadarkoli so ga zbodli, vidite, je zakričal: Viva Christus rey, dokler je mogel. Ko ni mogel več, ko je bil že toliko ranjen, toliko izkrvavel, je pač padel dol. In potem mu je tisti ta glavni morilec, mu je še s pištolo, ga je še ustrelil v glavo. Tako da so bili 100-procentni, da je mrtev. Kajti enega njegovega vrstnika, ki je bil tudi neki najstnik je bil, so ga pred tem, obesili, in sicer pred njegovimi očmi so ga obesili tam na eno drevo. Potem so pa, ampak tistega mladega fanta, potem ko so ga dol spustili, so ga nesli na pokopališče, ampak tisti grobar je ugotovil, da je še živ, in je prišel k sebi in je potem spet pobegnil med, kristerose in so ga zato imenovali Lazarus, ker je bil pač na neki način vstal od mrtvih, ker je oživel. Ja. Vidite, to se pravi, to edini zločin tega fanta je bil, da je bil kristerus, da je hotel ohraniti svojo katoliško vero. In to je zanimivo, da vidite, po 97 letih, seveda ta fant je danes razglašen za svetnika, je sveti José Jean Zarija, kjer so njegovi morilci molili na sodni dan, ker bomo vsi srečali. Pač pa Picasso, tisti njegov parohilni boter, ki ga je obsodil na smrt, vidite, tisti Picasso je potem čez 3 leta, 22. januarja 1931 anno domini, postal, ni bil več samo lokalni voditelj, ampak je postal celo, član mehiškega kongresa, napredoval, ker je bil pač brezbožnež, ker je pač dušo predal hudiču. In je s svojim prijateljem Enrique Pradom šel z vlakom iz Mexico Cityja v Sahujao. In na tistem vlaku je bil neki Manuel Cuesta Gallardo, ki je imel z njim neke stare račune, sta imela s tem Picassojem. In ta Manuel Cuesta Gallardo je videl, ko je videl tega Picassoja na vlaku, je vzel pištolo iz žepa in ga ustrelil v trebuh. In kaj je ta Picasso napravil? Hitro je
zakričajo tistemu svojemu prijatelju Enriku, pravi: "Hitro dobi mi, pokliči duhovnika, enega duhovnika." Duhovniki pa niso smeli biti oblečeni v talarjih, ker je bilo prepovedano, vse je bilo, kar bilo prepovedano. Celo ko so na uradih, na državnih uradih, veste, ko moraš lahko iti na kakšne državne urade, so dali po tleh slike Jezusa pa Marije, da so ljudje morali hoditi po slikah Jezusa in Marije. Tako so bili, taki brezumni. Vidite, to je sovraštvo, to je hudičevo sovraštvo. Ampak vidite, ta Picasso, ki je svojega lastnega, kako se reče, bratranca, vidite, dal umoriti, 14 let starega, on je ko je umiral, je rekel: "Pokliči mi duhovnika." In neki duhovnik, ki je bil seveda oblečen, je takoj prišel. 38 let je bil star ta Picasso, vidite, je prišel in ga je, mislim, da ga je spovedal, in mislim, da je imel tudi s sabo, sveto olje, in ga je dal sveto olje in je umrl v rokah tega njegovega prijatelja Prada, Enrika Prada. Vidite, kako ljudje dobro vedo na koncu, na dnu srca pa duše, vidite, da je tukaj Bog, vidite, da bodo svoje življenje odgovarjali Bogu, vidite, ta morilec svojega lastnega bratranca pa še drugih mnogih ljudi, vidite, tik pred smrtjo se je pa hodil spovedati, vidite. Če je rešil dušo, bomo pa videli na sodni dan. Kakorkoli že, vidite, naš evangelij pravi, da je med pšenico, pšenica je seveda božji nauk katoliške cerkve, ki jo je Jezus ustanovil, da je med pšenico, vidite, hudič posejal ljuljko, se pravi krive, lažnive vere, vidite, in nevere. In seveda tudi modernizem. Modernizem, vidite, trditi, da vse vere vodijo k Bogu, je par excellence, vidite, kriva vera, herezija proti prvi božji zapovedi, vere v enega Boga. Vidite, Jezus, Bog striktno, seveda Jezus, Bog, Jahve, vidite, v stari zavezi striktno zapoveduje: "Ne imejte drugih bogov." Vsi drugi bogovi, pravi Psalm 95, seveda v pravem svetem pismu pravi, so hudiči. Vidite, in zaščititi moramo enega Boga, vidite, ne pa hudičev. Ja, ampak seveda tiste krive vere so cvetele od začetka krščanstva naprej, na desetine jih je. Dobite si knjigo od škofa Schneiderja, vidite, Bežite pred herezijo, pravi naslov te knjige, jaz imam doma. Zelo lepo na poljuben, lep način piše, vidite, kakšne herezije so naprej, kaj oznanja naprej, in pravi, zakaj ljudje vičejo, zakaj se nekateri ljudje imajo za ateiste. Kje sem že bral, v kateri državi je zdaj večina ateistov. Zdaj mislim, da v Švici se večina ljudi izjavlja, da so brez vere, da so ateisti. V Švici. Pravi, vidite, kje je vzrok? Pravi, vzrok je napuh, ki ljudje hočejo živeti, si sami izbirajo, kaj bodo brali pa kaj pa ne, pa nečistost, seveda dva glavna razloga, razumljivo. Ja, no, in v Ameriki, ker vlada verska svoboda, se pravi, da lahko vsaka vera cveti, kakor hoče, oznanja svoje neumnosti, svoje zablode, vidite. V Ameriki so satanisti v državi Ohio so rekli: verska svoboda je." In so nato lepo šli, so rekli, v osnovnih šolah imajo lahko druge vere, lahko imajo, če starši seveda hočejo, lahko seveda pišejo otroke v neki verski tečaj, in potem pridejo ti ljudje in te otroke učijo tisto njihovo vero. In so rekli satanisti: "Mi smo ravno tako verniki." In so prišli in imajo v Ohiu, imajo na voljo satanizem za osnovnošolske otroke. Vidite, to je kriva vera, da so vse vere enake pred Bogom, da so vse vere dobre. Ni res. Bog je samo eno vero in samo eno vero morajo države podpirati, če tega ne delajo, seveda so pod božjim prekletstvom in božjo kaznijo. Vidite, kaj bo lahko Donald Trump napravil, vidite, v taki Ameriki, vprašanje je, ampak tako kot velja za Ameriko, velja za ves svet, glejte, edini rešitelj je božja vera, tradicionalna katoliška vera. Vidite, to je edino, kar lahko reši Ameriko in ves svet. Ja, vidite, in kako daleč je prišla Amerika, vidite, da je predsednik Trump je 6. februarja, ker smo v nas 9., se pravi pred 3 dnevi, je podpisal izvršilni ukaz, predsedniški izvršilni ukaz izkoreninjenja antikrščanskih predsodkov v Ameriki. Zakaj? Pod Bidenom, ki je bil seveda novosodni katoličan, odpadli katoličan samo po imenu, pod Bidenom so 4 leta, vidite, preganjali kristjane, kolikor so jih mogli. In zato je moral Trump, vidite, podpisati izvršilni ukaz, predsedniški ukaz, vidite, za izkoreninjenje proti krščanskih
predsodkov v Ameriki. Do tega smo prišli. Vidite, enega takega Trumpa bi potrebovali tudi v Evropi. Zakaj? Ker če muslimani, v Angliji so recimo muslimani v zadnjih 25 letih oskrunili načrtno kakih 250 000 deklet. Načrtno. Na angleška vlada to vse ve, oni vse to vedo, ampak nič ne naredijo. Zakaj? Ker vejo, če bi karkoli naredili, bi rekli, islamofobi so, vidite, bojijo se, da bi jih rekli, da so islamofobi. To pa, da njihove dekleta trpijo, vidite, 250, vidite, kaj 250 deklet, predstavljate si to celo vojsko. To je koliko. Ena osmina cele Slovenije, vidite, oskrunjenih, vidite, vse življenje oskrunjenih od tistih džihadistov, krivovercev, vidite. Nič ne naredijo, vidite. In pravi neki človek, ki že leta in leta piše, saj sem dal na svoj blog večkrat teh člankov, vidite, kaj se dogaja v Evropi. Pravi, za Anglijo je verjetno prepozno, pravi. Anglija bo verjetno bo enostavno in muslimani jo bodo preplavili. Kam je prišla, vidite, norost sveta? Veste, kaj so zračni kontrolorji na letališču? To so ljudje, ki morajo vzpostavljati zvezo z letali, ki pristajajo, odhajajo iz letališča in seveda morajo biti ves čas prisebni, kaj počnejo, ker lahko ena sam napačen stavek, ena sama napaka lahko kaj pošlje letalo na tla ali pa pride do nesreče. Seveda v nas, če ste na Brniku, ni noben problem, pri nas vsake 2 uri kakšno letalo zaide, avija pa 2. Če se pa v Ameriki, enkrat sem jaz v Ameriki tam, vsake 2 minuti je eno letalo prestalo, vsake 2 minuti je eno letalo šlo gor, pa to ni mogoče. Jaz sem gledal, to je gor, dol, gor, dol, gor, dol. In seveda tisti kontrolorji morajo biti strašno prisebni, da ne pravijo napake. In zdaj pa zamislite, v Ameriki so pa ti LGBT-jevci pa ti, kako se reče, privrženci tega se pravi teh neumnosti, vidite, so dosegli, da lahko kontrolor postane katerikoli človek, tudi če ima kako se reče, tisto bolezen, padavico, če ima padavico, ali če je duševni bolnik, če je shizofrenik, ali če je kakšenkoli bolnik, že lahko postane kontrolor. In kaj pa Trump je rekel, to ni mogoče. Potem se je pa neki vojaški helikopter zaletel v neko potniško letalo zdaj pred kratkim v Ameriki. Zakaj? Zato, ker je pač kontrolor je nekaj narobe napravil. Je rekel, to ni mogoče, pravi. Kontrolor je lahko samo zdrav, fizično in duševno zdrav človek. Zdaj, v Ameriki so vsi tisti volkovci so skočili pokonci, kaj pa je to zdaj, je rekel, pa so ga vprašali, zakaj tako protestira, je rekel, zato, ker jaz imam zdravo pamet, mnogi ljudje pa v Ameriki je pa nima, vidite, to točno je tako. In zdrava pamet seveda je božji dar. Hvala Bogu, vidite. Pri nas v Evropi je mnogo takih ljudi z zdravo pametjo, molimo zanje, mogoče nam jo pa Bog kdaj da. Ja, vidite, to je tako, vidite, če ni prave vere, ni zdrave pameti, ni prave morale, ne. In tule sem dobil lep članek, vidite, ki razlaga recimo, kaj so določene resnice de fide, kot se temu reče, ki jih moramo verovati z božjo in katoliško vero, če hočemo priti v nebesa. Vidite, zakaj je tako pomembno, da ohranjamo katoliško vero? Ker katoliška vera je temelj katoliške morale. In če nekdo nima katoliške vere, pravokatoliške vere, nima tradicionalne katoliške morale. No, in zato je treba pred herezijami krive vere še veliko bolj bežati in se jih ogibati, paziti na to, kdo nosi krivo vero, kot pa recimo pred neko strupeno hrano, nekaj strupenega, kar pojemo, nas naredi bolne ali pa nas lahko celo umori, medtem ko kriva vera, vidite, pogublja nemarljive duše. Zato so krive vere toliko bolj nevarne. Recimo ena taka resnica, ki jo je treba verovati, je, pravi, da duše, ki gredo iz tega sveta z izvirnim grehom, pravi, so izključene od blaženega gledanja Boga v nebesih. To je de fide, vidite, dogma. Ali pa brez božje pomoči ne moremo ohraniti svoje milosti Božje do konca svojega življenja. Ni mogoče. Ali kot pravi šesta tista resnica, vidite, božja milost je potrebna. Potem Bog nam daje vsem ljudem dovolj milosti, vidite, da lahko živimo po božjih zapovedih. Božje zapovedi je Bog vpisal tudi naše duše. Zato vsak človek na tem svetu točno ve, da je krast greh, da je lagati greh. Tudi če je katoličan, pa če ni katoličan. Potem, da je opravičenje odraslega človeka nemogoče brez prave katoliške vere.
In seveda zato pravi, imamo trikratno dogmo, vidite, da je ta človek, da je katoliška cerkev potrebna za zveličanje naših neumrlih duš. To so take katoliške, vidite, resnice, ki jih danes seveda modernisti zanikajo ali jih nočejo učiti ali pa učijo kako drugače. In najbolj hudo pa je, da imamo danes papeža, ki ne uči katoliške vere, ampak uči neko drugo vero, ki ni katoliška vera. To je pa zločin vseh zločinov. Seveda modernistov. No, in ta teden, vidite, imamo god prikazovanj Božje matere Marije v Lurdu. In ko se je Marija prikazovala v Lurdu, vemo, da je skupaj z sveto Bernardko Soubirous molila rožni venec. Vidite, kaj se je zgodilo? Takoj je hudič svojo ljulko, ke mi rečemo plevje po domače, svoje plevje posejal med pšenico. Marija se je prikazovala sveti Bernardki, jo učila, kako priti v nebesa. Je rekla, pravi, ne obljubim ti sreče na tem svetu, ampak v drugem življenju po smrti. Vidite, in dejansko je bilo tako. Sveta Bernardka je bila duša žrtve, trpela vse življenje, tudi redovnica je trpela vse življenje. Šele proti koncu, proti smrti so je bila Boga, so poskrbeli zanjo, vidite. Ampak vidite, njo je učila, potem rekla je pokora, 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 vidite, to je brez pokore ne more priti v nebesa. To je predpostni čas, vidite, čas pokore. In kaj se je zgodilo? Vidite, hudič je takoj prišel zraven in hotel to razvadetje uničiti. In kako? Vidite, na ta način, da je mnogim otrokom, ki so živeli tam v tistem okrog Lurda, jih je navdihnil, da so hodili z neblagoslovljenimi rožnimi venci okrog in govori, da se tudi njim Marija prikazuje. To so bili lažni vici, ki jih je hudič navdihnil, vidite, in so s temi rožnimi venci okrog letali, pa se delali pobožne, pa oči gor proti nebu dvigovali, vidite, zato da bi ljudje rekli: če so pa tole vsi vici, potem pa tudi Bernardka ni prava vitkinja." In potem na ta način hudič hotel uničiti, vidite, ta razvadetja v Lurdu. Ampak ni mu uspelo, ker so vidite, takrat še pravi dobri duhovniki, tradicionalni duhovniki so ugotovili, za kaj gre, in so preprečili, vidite, to, da bi to razvadetje, luško razvadetje hudič uničil. Danes imamo pa takih pravih duhovnikov zelo malo, pa molimo, da jih bo vse več, vsaj nekaj kandidatov pa le imamo. Bogu hvala zanje, v imenu Očeta in Sina in Svetega duha. Amen.